Gospa Mojca Ferle, ste kustosinja za urbano etnologijo in zbirko tekstila v Mestnem muzeju Ljubljana. Konec septembra ste postavili razstavo Stari vzorci nove čipke. Če bi nekomu morali predstaviti čipke, kaj so in od kod prihajajo, kako bi jih predstavili? Torej, osnovna definicija čipke je, da je to luknjičasto krasni izdelek, narejen iz tekstilnih niti ali pa njim podobnih niti, lahko tudi iz kovinskih in pa umetnih materialov. Skratka, ta luknjičasta struktura je tista, ki čipko definira. Lahko je potem izdelana v različnih tehnikah in z različnimi pripomočki, tako da poznamo potem, recimo, če je izdelano to iz z iglo, s pletilkami, s kvačko, s čolničkom, govorimo potem o šivani, o pleteni, o vozlani, o mreženi čipki, o klekljani čipki. Se pravi, to so te tehnike, po katerih je čipka prepoznavna in izdelana. Do 19. stoletja je bila čipka v glavnem izdelana ročno, potem se pa pojavi tudi strojna proizvodnja in industrijska izdelava s tem v zvezi. Raziskovalci pravijo, da je čipka prišla iz vzhoda po trgovskih poteh, prišla v Evropo, razširila se je potem po Evropi tudi s trgovskimi potmi in z migracijami. V Evropi so skozi zgodovino nastala različna čipkarska središča, tako da poznamo, potem čipke nosijo tudi ime po teh središčih. Zelo znana je recimo Chantilly čipka, pa bruseljska čipka. Se je pa seveda razširila potem skozi stoletja po vsej Evropi, tudi izven nje. Danes je pa to del globalnega sveta. Kaj so čipke pomenile včasih in kaj pomenijo danes? So sploh imele kdaj kakšno vlogo prestiža ali so bile samo za okras? To je zdaj odvisno, s katerega zornega kota čipko obravnavamo. Če recimo manjšini oziroma družbeni eliti oziroma naročnikom je čipka predstavljala seveda okras, prestiž, statusni simbol. Višje, ko je bil na družbeni lestvici nosilec, bolj bogato in v večji količini si je lahko čipko privoščil. Če pa gledamo z vidika teh, ki so čipke izdelovali, je bila pa seveda to priložnost za zaslužek, za dodaten zaslužek in od tu ta dihotomija, ki smo jo hoteli izraziti tudi v naslovu ene od preteklih razstav, se pravi čipka, enim prestiž, drugim drobiž. Kakšen pomen je imel Državni osrednji zavod za žensko domačo obrt v Ljubljani? Je to pripomoglo k večji prepoznavnosti slovenske čipke? Res je, takrat je odigral pač to osrednjo vlogo, ki jo je moral. Po razpadu Avstro-Ogrske in oblikovanju nove države ni bilo nekega zavoda, neke ustanove, ki bi vse to povlekla naprej, tako da je odigral osrednjo vlogo tako pri izobraževanju, produkciji, prodaji in pa seveda promociji slovenske klekljane čipke, pa tudi drugih ročnih del. Kaj pa pomeni vpis klekljanja čipk v Sloveniji na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva leta 2018? Je to pripomoglo k večji prepoznavnosti te obrti v Sloveniji in v svetu? Zagotovo. Moramo stopiti par korakov nazaj, kar se je dogajalo pred tem vpisom, se pravi klekljanje idrijske čipke in pa klekljanje slovenske čipke je bilo najprej treba vpisati v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Potem je pa zaradi te razširjenosti in z namenom, da se še poveča ta prepoznavnost in pa seveda tudi javna dostopnost in spodbujanje in za ohranjanje nadaljnjega razvoja, država je razglasila klekljanje za nesnovno dediščino državnega pomena. S tem je bila pa dana tudi možnost, da se pripravi nominacija za vpis na ta reprezentativni seznam.
Seveda smo bili veseli, da je ta nominacija tudi uspela. Zdaj, ta vpis pomeni največje priznanje samim klekljarcem in njihovemu ustvarjanju, ki so pač stoletja skrbele za to, da so se ta znanja in veščine ohranjale, prenašale naprej na mlajše rodove, da gre to v korak s časom. Umetnostna obrt se še danes dopolnjuje, razvija, bogati življenjske zgodbe posameznikov, tako družin, sosesk na lokalni ravni, seveda je pa hkrati ta vpis tudi obveza lokalnim skupnostim in pa državi, da ta prizadevanja seveda odgovorno podpira. Kako pa se vam zdi, da se v Sloveniji zavedamo te bogate dediščine? Kakšna prihodnost sploh čaka klekljarsko obrt pri nas? Klekljanje čipk je v bistvu najbolj razširjena umetnostna obrt v Sloveniji. Ko smo pripravljali ta nominacijski dosje, smo nekako izračunali, da kleklja v bistvu vsak 6. Slovenec, kar ni tako malo. Je bilo pa seveda v preteklosti, ali pa če gremo recimo vsaj po koncu druge svetovne, če stopimo to korakov nazaj, je pa obrti na splošno kazalo zelo slabo, tudi klekljani čipki. Klekljale ta znanja, te veščine so se pozabljale, klekljala se je vedno bolj preprosta čipka, se pravi, gledalo se je na to, da je bila čim hitreje narejena, a ne v čim večjih količinah. Potem, ko je propadel Dom Ljubljana, s to privatizacijo, takrat se mi zdi, da je bilo to na najnižji točki. Potem z nastankom samostojne države se pa nekako ta krivulja obrne navzgor. Seveda so bile za to zaslužne čipkarske šole, potem so začela nastajati tudi razna klekljarska društva in pa skupine. Muzeji so začeli dopolnjevati čipkarske zbirke ali jih postavljati na novo, izšle so pomembne publikacije na to temo, skratka začelo se je veliko dogajati okrog tega, tako da se mi zdi, da danes klekljarska dediščina, ta umetnostna obrt ni ogrožena. Po kakšnem ključu ste naredili izbor vzorcev za katalog in za samo razstavo, na kateri se sedaj nahajava? Izbor je bil seveda odvisen od tega, kar smo zbrali, kar je ohranjeno v zbirki. Ta prvi izbor je bil seveda moj. Jaz sem vedela, da nekako je potrebno izbrati nekaj lažjih vzorcev, pa seveda tudi tiste najzahtevnejše. Potem sem povabila k sodelovanju klekljarce in so same izbrale iz tega mojega nabora, tako da na žalost nekaj najzahtevnejših čipk je ostalo neizdelanih. So pa potem recimo klekljale tudi na istem vzorcu, pa je nastala, vsaka čipka je pač nekoliko drugačna. Potem sem izbrala tudi nekaj starejših čipk iz zbirke, ne samo v vzorcih, in po teh starih so bili potem tudi narisani vzorci na novo. Te čipke smo potem na razstavi pokazali na modrih podlagah in okvirali z zlatim okvirjem, tako da se loči od teh, ki so bile zdaj izdelane na novo. Skušali smo jih pokazati kot neke zaklade, ki jih hranimo v depoju. Te novejše čipke, ki pa v zbirko šele prihajajo, smo pa potem pritrdili na sive podlage in okvirali s srebrnimi okvirji. Koliko čipk hrani Mestni muzej Ljubljana? Ste zaradi sodelovanja z ljubljanskimi klekljaricami to zbirko še obogatili? Zbirka čipk nekako obsega okrog 900 enot. To se pravi, to so recimo čipke kot samostojni izdelek. Veliko je tudi čipk, kjer so recimo prišite kot okras ali sestavina nekih tekstilnih izdelkov, se pravi čipka kot aplikacija. V zbirko so vključeni tudi sami vzorci. Zdaj, vzorcev je tam 340, se pravi čipk je okrog 600 enot. Po zaključku razstave se bo seveda zbirka obogatila. Na novo je bilo izdelanih nekaj več kot 30 čipk. Te bodo
sodelujoče muzeju podarile, na kar seveda se jim za to že zdaj tudi zahvaljujem še enkrat. Kakšni so pogoji za ustrezno hranjenje teh dragocenih čipk? Hranjenje čipke ali pa na splošno tekstila zahteva posebno skrb. Tekstil je seveda organski material, zato so tkanine občutljive na vlago. Se pravi, če se ta vlaga spreminja, se čipka oziroma tkanina krči ali pa razteza, potem je zelo občutljiva na prah, na umazanijo. Ti drobni trdi delci se pač zažirajo v vlakna in jih s temi robovi poškodujejo, povzročijo torej mehanske poškodbe. Zelo so občutljive tudi na svetlobo, tako da tkanina oziroma čipka ne sme biti izpostavljena direktni svetlobi. Zdaj, kako se čipke pravilno hranijo? Manjše čipke se pač položijo na neko ravno podlago, se pravi v ležečem položaju, v čim manj plasteh. Paziti treba, da se čipke med seboj ne dotikajo, da imajo dosti prostora, da se ne mečkajo. Tako hranimo manjše čipke. Zdaj, če imamo v depoju večje kose, jih navijemo na role. Večje kose, če jih hranimo leže, moramo paziti, ko jih prepognemo, da tudi v te zapogibe vstavljamo rolce, skratka čim manj teh pregibov, ki se hitro ohranijo na tkanini. Temu se moramo pač izogibati. Zdaj, zaščitni materiali, ki jih pri tem uporabljajo, so seveda brezkislinski papir in pa karton, potem tudi nebeljen bombaž, tkanine iz tega materiala. Te Melinex folije so zelo primerne. Relativna zračna vlaga ne sme presegati 65%. Če to preseže, tvegamo, da čipke oziroma tkanine napade plesen. Če pade pod 40%, pa tvegamo, da tkanina ali pa čipka postane krhka. Seveda imamo potem še posebne pogoje pri razstavljanju, kjer je tudi glavna težava svetloba, ki ne sme presegati 50 luksov, zato v glavnem tkanine in čipke razstavljamo v temnejših prostorih. Koliko ur običajno vloži klekljarica za izdelavo ene čipke? Gre namreč za zelo natančno delo, pri katerem verjetno ni dobro hiteti. To zavisi, koliko je pač vloženega v to, od same velikosti čipke in zahtevnosti vzorca, pa seveda tudi od znanja klekljarice, od njenih sposobnosti. Zdaj, tiste, ki se jim zelo mudi pri klekljanju, ponavadi postavijo v vzorec manj bucik, manj postavkov naredijo, klekljajo z manjšim številom parov in seveda vse to se pozna na kvaliteti čipke. Če pa hočeš ti res kvaliteten izdelek, to je pač natančno delo, pri tem je treba kar nekaj časa sedeti, vztrajati. Tista prava klekljarica, kvalitetna, si najprej ogleda sam vzorec, premisli, katere tehnike bo izbrala, s kolikim številom, kakšno debelino sukanca bo uporabila. Včasih izdela delček, pa ga potem odstriže, pa še enkrat začne in potem tako se pride do lepega kvalitetnega izdelka in potem se ločijo te povprečne klekljarice od res mojstric. Koliko je star najstarejši vzorec ali čipka, ki ga hranimo v Mestnem muzeju? Ja, najstarejši vzorci so tam iz 80. let 19. stoletja. To je ročno narisan in datiran vzorec z letnico 1887. Gre za v bistvu dva vzorca metrskih čipk, to se pravi, klekljale so se tako kot trakovi za razne obrobe z motivom potonk in pa pogačk. Zdaj, same čipke, to so aplikacije, so pravi kovinske obrobe na raznih manjših kosih, na raznih prtih iz kovinskih niti. Te segajo v konec 18. oziroma v začetek 19. stoletja in tak primer je bil pač prt, ki smo ga imeli zdaj na
pravkar zaključeni razstavi knjiga Znanje, razum. Potem so stare čipke vejevke, s katerimi je obrobljena neka lepa vezena rjuha. Tako da vemo točno letnico, je ohranjen tudi en klekljan prt iz bale meščanske premožne neveste iz leta 1902 in iz te bale imamo še tudi nekaj prevlek za blazine. Imate svojo najljubšo čipko? Nimam je, ker meni je vsaka čipka zanimiva po svoje, vsaka govori svojo zgodbo, ki se začne že pri risanju vzorcev, potem se nadaljuje z interpretacijo, z izdelavo, izbiro tehnik. Vse to veliko pove tudi o samih klekljarci, koliko truda in natančnosti, spretnosti je vložila v končni izdelek. Na razstavi so recimo čipke, ki so izdelane po istem vzorcu, ampak ena drugi niso enake, se pravi, vsaka čipka nosi lastnoročni podpis klekljarce. Zdaj, če pogledamo z vidika današnje uporabe, sta zanimivi dve knjižni kazalki, ki smo jih razvili iz čipkastih trakov iz naše zbirke. Če zdaj pogledamo z vidika vrhunske izdelave, je tukaj sigurno na prvem mestu okvir za robček s tem narodnim motivom ali pa navsezadnje tudi ovalni prt s cvetličnim motivom, kjer je ročno ušita čipka v blago. Zanimivi so tudi izdelki osnovnošolk, kjer prepoznamo, kakšno je že njihovo osvojeno znanje in kako dobro že poznajo veščine in tehnike klekljanja. No, če pustiva službeno dolžnost ob strani, kaj pa vam osebno pomeni čipka? Ja, čipka meni veliko pomeni, ker tudi sama prihajam iz območja, kjer je to zelo razvito. Če povem pa v 3 besedah, je to tradicija, dediščina in identiteta. Najlepša hvala za ta pogovor. Prosim.